Fastcastu smo se zadnja leta ful ukvarjali s tem, da jasno, da po startupovsko ugotovimo, katere taktike najboljše delujejo. Pa tukaj v resnici ne gre za nek čarobni recept, kaj najbolj deluje, ampak največ smo se ukvarjali s tem, da spoznamo svoj community oziroma svojo skupnost, torej veliko delamo z ljudmi, veliko je odnosov, veliko ljudi hiramo oziroma jim zrihtamo posle, ne? In potem finančno tudi moramo za neko visoko raven higiene skrbeti, zato če so izkušnje z nami dobre, se potem influencerji oziroma brand ambassadorji rodijo, pa prinašajo tudi nove userje. Drugo je pa to, da smo zelo veliko delali na partnerstvih z tujimi pa večjimi podjetji, sodelovali smo z močnimi filmskimi producenti in tako naprej, kar pomeni, da smo na svoji platformi v bistvu bili sposobni nagovarjati tudi z res močnimi projekti. Zelo velike energije vlagamo v customer support oziroma podporo uporabnikom. Na 100 pogovorov se v enem pogovoru nekaj pametnega zgodi. Se pravi, prvo kot prvo ne smeš odnehati, oziroma attitude ali pristop, ki ga imaš v delu, pač mora biti ta hustlerski model, ne odnehati, ne nehati trkati, dokler v bistvu ne uspeš demonstrirati, kaj počneš, pa demonstrirati, da to, kar počneš, prinaša vrednost na eni ali pa na obeh straneh. Partnerstva je enostavneje kovati takrat, ko se naučiš v resnici, kaj sploh sam počneš. Ne? Znaš zelo hitro pa jasno povzeti te unique selling propositione, potem se zgodi to, da se to razmerje, ne, število izvedenih pogovorov na število uspešno izvedenih pogovorov v bistvu znatno poveča. V startupu, ki relativno hitro raste, je vedno premalo ljudi. Vedno je premalo enako dobro izposobljenih ljudi, oziroma se pravi, poskušamo s čim več specialisti delati, zato da imamo čim manjši tim, čim dlje časa, ne, se pravi, da so tudi pač vsak startup na začetku tolče velike minuse, ne, zato ker v bistvu financiramo večino svojega poslovanja iz investicij, ne, in potem vlagamo v svoje produkte v razvoj. Vedno je premalo ljudi oziroma k sreči, oziroma slabše je, če je overhead, pa je potem zelo mali output, boljše, če je toliko dela, da ga ne dohajaš, ne? In potem moraš nove rešitve iskati. In ena od ključnih stvari, kako sploh nek tempo držati, je predvsem osredotočeno, se pravi ta nek sveti fokus, pa zmožnost prioritiziranja stvari, ker ena oseba skrbi za disciplino pri nas na podjetju in potem v bistvu, če so neke strašne deviacije ali pa če se prehitro začnejo dogajati deviacije, potem samo začne na to opozarjati in v bistvu spravi, kako bi rekel, ali programerje, ali marketing, ali pač customer support, ali kogarkoli drugega nazaj na tisti. Poskušamo ne preveč stvari v enem dnevu narediti, zato ker smo to ugotovili, da so potem ali slabše narejene, ali se sploh ne zgodijo do konca, in to je v bistvu tista stvar, ki te pri recimo tem pritisku v startupu pa pritisku, da moraš čim več outputa narediti, te lahko zelo hitro zmede, se pravi, da prideš iz velikih planov na zelo majhen output.